Vsem nam želim najprej eden za istino blagoslovljene Božič. Božji mir naj dosegne vsako naše življenje, ne samo vaše, pač pa tudi moje življenje, vsako naše življenje. Mir, šteroga je prinesel Jezus na zemljo v tistoj božičnoj noči tam na Betlehemski poljani. Dragi moji, to je tisti pravi mir. Vse drugo so ponaredki mira. Je ponaredek mira. Za volo toga je tjavko zmede na tom svetu, za volo toga, kad ljudje ne sprejemajo Jezuša, ne sprejemajo njega in tok nikak ne mrejo priti do pravoga mira. Eno pitanje. Što smo mi, kak mi svetimo? Smo Prekmurci ali Slovenci? Prekmurci, dobro. To je dobro, to je pravilno, to je prav. Po prekmurskom imamo svetek, po slovenskom pa imamo praznik. In zdaj Damir rad večkrat analizira besede. In zdaj, če vzamemo svetek, tu je osnova sveto. Sveto. Ja, in Božič je svetek. Če pa vzamemo praznik, pa je osnova te besede prazno. In dostakrat, nažalost, je prazno srce, še večkrat pa je tošel prazen. Pri takšni svetkaj. No, Gospod pomore, kamu za istino imeli tej svetek, to sveto stvar v naših življenjah. In, vseeno moram povedati, kaj je Božič eden lepi čas. Božični čas je eden lepi čas. Tako, če bi bili v nekšoj pravljici, gdje je vse na svojom mestu. Ne vem, če se strinjate s tem ali ne. Če samo gledamo okrašenost mest, zgradb, domov, trgovskih centrov, vse izgleda tako čudovito, tako popolno, tako barvito, tako svetlo, tako bleščeče in skoraj se več ne vemo predstavljati Božiča brez vsega toga. To se spominam moje mladosti, da sem bil male, dolgo sem bil male, ali te sem ještě mlade, poleg vsega toga bil. Se spominam Božiča, tu smo dobili darila v cerkve. Zato, ka cerkev se je zavedala, ka največje darilo je Jezus Kristus, ali poleg vsega toga je pa tudi dobro, kaj eden drugega obdarimo. Ali da se spominam nazaj, znate, imeli smo tu džolenč doma. Smreko smo imeli eno doma in tate je navadno šel v les, ne v drugega, v našega, pa je našel kakšen džolenč, ter je tako v goščere rasto, ka ne mogo te vjavke zraste, pa tisto ga doj vrezal, pa prinesel domov. In celo leto mama ta zna, celo leto, če je štoj kakšno čokolado prinesel, čokolada je bila v takšnom zlatom, srebrnom papirju notr zamotana. Tiste papire smo kroj dejvali. Vidiš, ka ne smo mi, drugi tu kroj smo dejvali tiste papire in te na tako smo napravili, notr smo zamotali v tiste papire oreje. Kaj so bili te takšne lepe okraske gor na tistom džolenči. To je en takšen male dodatek spomina k tome, kak je včasih bil Božič, kak je v vidu Božič. Dnes je čista noček. In če dole gledamo, poleg vseh teh okraskov, glasba. Dolgo časa se že vrti glasba, štera za svojo spevnostjo,
takšne prijetne melodije so in pa tudi z izbranim besedilom se nikak dotekne ni nikšega dela notranjosti našega srca, našega življenja, kano je lepo. Tu za volo glasbe in znate, ti se še poleg vsega toga prireditve, dosta je vsega toga, to še zdigne malo tisto atmosfero toga svetka, toga praznovanja Božiča. Na koncu pa te še dodajo trgovce. Dodajo še trgovce svoje z izvrstnimi, z posebnimi, z izbranimi, zelo okusnimi stvarami, zelo okusno v ponudbah, štero se je težko upreti. In znate, te do navaden človek pride v avto, pride v trgovino po tisto najnujnejše, ko ščej, ko nuca, ko nujno nuca, pa vidi ljudi, ki pijejo, imajo vozičke pune, nikaj nemam proti tome. In te, navaden človek se znajde pred prazno v polico vkruja, te se leko pitamo, kome pravzaprav služi takši Božič. Vse to je del, dragi moji, šteroga se mi ne moremo ogniti v tom času, leko pa v vsoj toj naglici mi dodamo eden svoj delež. Dodamo k sebe tome svoj delež in povejmo, pokažemo, ko je bistvo Božiča. Gled to, kako je tu Marija od tistega trenutka, da je do njej prišel glas angela, šteri je uznono Bože poslanstvo za njeno življenje. Ona je v tistom čase, v tistom čase je ona dodala svoj delež, šteroga je Bog od njej pričakoval, šteroga je Bog njej zavipal. Ona je izpolnila poslanstvo, ona je izpolnila nalogo, štero nje je sam Bog zavipal. In dragi moji, iz njenoga, iz Marijinoga zgleda se tu mi leko navčimo, leko tu mi črpamo inspiracijo za naše krščansko življenje. Znate, tu je popolnega tujca, šteroga srečaš, bilo gdje, tu njega leko usrečeš, leko ga motiviraš na nekaj več, mogoče svojo prijazno besedo, mogoče z kakšnim drugim načinom prijaznosti, s tvojim drugačnim pristopom od vsega toga, ko se dogaja. In tu Marija je imela drugačen pristop. Ona je predvsem gledala, prisluhnila je sporočilo angela, naj se mu zvijome, poč pa za svojim srcem, za svojo notranjost. In še eno bi rodka pogledamo sporočilo, štero je Marija sprejela za svoje. Včeraj so tudi naša deca v programe prešteli tej tekst in rod bi, ka še eno stanemo od Božoj besede in preštejmo to, kako je evangelist Luka zapisal poročilo o tistom dogodku. V Lukovom evangeliji v 1. poglavju preštejmo od 26. pa do 35. vrstice. Luka 1 od 26. do 35. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročene z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel: Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Angel ji je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, skozi katero nagovarjaš moje in vsa naša življenja. Prosim te, blagoslovim tvojo besedo, te spomin na dogodek, kateri se je zgodil, naj bo nam v pouk in naj bo nam v odločitev, kad tudi mi služimo na takšen način tebe, kot je služila tvoja služabnica Marija. Blagoslovi vsakoga, kateri je tu prisoten in ves tvoj narod, kateri se vkiper zbira pri tvoje besede, in te prosim tudi za tiste, kateri ne morejo biti z nami, Gospod, posebno za tiste, kateri so v nemočnosti, kateri trpijo, kateri so betežni. Gospod, dragi, daj tvoj nebeški mir v vsako življenje in ti odgovore na molitve, na prošnje, kateri te prosimo, po tvoje milosti. Amen. 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 Prešteli smo en tekst, kateri je vsem nam, jaz mislim, zelo, zelo dobro poznane in nam goči o tom, kako se zgodil Božič, kako daleko gratalo eno novo življenje. In v tem božičnem jutri želim povdariti nekaj dejstev, kateri so važne tudi v našoj hoji z Gospodom. In pa ne samo z njim, pač pa za njim. Zato, ker on je pot, po katero naj hodimo, in on je pot ukazitelj, katerega naj sledimo. Najprej poglednemo pozdrav, angelov pozdrav Marije in to, ko on prinaša. To smo prešteli: pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Gospod je s teboj. To so bile besede, katere Marija nikdar do te ještě ne čula, ali ona je razumela. Ona je razumela njuvo vsebino teh besed, katere je bila pozdravljena. Ne je bilo vseeno v tej besedi, ne je ostanela ravnodušna, pač pa je razmišljala, ko to pomeni za njeno življenje. Razmišljala, kot tej pozdrav, kot tej nagovor pomeni za njeno osebno življenje. In znate, sporočilo se je nadaljevalo. Angel je še enak. Kaj bi potrdil to, ko je prvo podpravo, angel je še enak, ponovo skoraj iste, podobne besede z isto vsebino. In je pravi to: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Našla si pri Bogu milost. Dvakrat je bilo Mariji sporočeno, kad to, ko se dogaja, ko da sledilo, je Božja milost za njeno osebno življenje. Božja milost je to, ko nje je angel nazvesto. To pa pomeni, kad stvari, katere do se je dogajale, so ne izven Božjega načrta. Ne so izven toga, kaj bi Bog ne znal, kako dela. Pač pa je to vse povezano z Božjo prisotnostjo, z Božjim spremljanjem njenega življenja. Marija je na nekši način imela prednost pred vsemi ostalimi ženskami v Izraelu. Imela je eno prednost. Bila je Božja izbranka za Jezušovo mater. Po njej je prišel na tej svet odrešenik. In zavolo toga, kaj je bila v tom poslušna Bogu.
poslušna Bogu, ona zasluži vse naše spoštovanje in pa posnemanje njenega vzora. Ona je non vzor, kako naj posnemamo to, ko njej je Bog naročil. Zakaj je bila gli ona izbrana? Zakaj ne kakšna druga ženska? Zakaj glih ona? Enostavno zato, ker je to bila Božja milost za njeno osebno življenje. To je bila Božja milost, Božji izbor za njeno življenje. Bog je v njej videl določene kvalitete, štere naj bodajo vzor tudi vsakoj mladenki. Njeno ponižno in pa pobožno življenje je bilo Bogu tako všeč. Tako se je to Bogu povidlo. Tako je Bog bil radosten nad tem, kaj jo je izbral za najpomembnejšo nalogo. Kaj prinese odrešenika sveta na zemljo. In ko je ta Božja milost prinesla? Ko je Božja milost prinesla? Najprej Marijitej blagoslov ne prinesel samo dosta veselja, da ona ena posebna, ampak tudi dosta trpljenja in bolečine. Zavolo toga, kaj njenega sina so mnogi odvrgli, mnogi so ga odpisali, mnogi so ga zasramovali in na koncu so ga usmrtili, brez da bi on bil kaj kriv. In, dragi moji, vse od začetka Marije ne je bilo, kot tako povem, z rožicami poslano. Samo računajte dolgo pot iz Nazareta pa do Betlehema v viskom stadiji nosečnosti. Ali bi štera nosečnica dnes to zmogla? Veliko vprašanje. In Jezusovo rojstvo ne je bilo niti v primernem prostoru, niti v primernih higienskih razmerah. Se zavedate, ko to pomeni? Tiste štere delate v medicini ali v teh dejavnostih, ali razumemo, ko to pomeni? Kako hitro bi lahko prišlo do infekcije? Gnes je popolnoma drugačno stanje. Znate, in tom v tistoj situaciji, v Marijino situaciji, ne je bilo prisotne babice, štera bi njej pomagala pri porode. Bila je sama, osamljena. In vprašanje, kako se je počutila v tistoj situaciji, kako je ona v svojo notranjosti dojela to milost, štero njej je sporočil angel. Jezusovo rano otroštvo, kje je bilo? V prijetnem dome? Ne, v begunstvu. Dnes dosta čujemo od beguncov. Jezusovo rano otroštvo je bilo v begunstvu in pa v strahe od likvidacije. Za njim je bila izpisana tiralica, kad tako povem. V begunstvu in še bi lahko naštevali probleme in težave, štere je prinesla Božja milost Marije. Znate, da Bog nekako ga pozove za določeno poslanstvo, je tu skoraj vsikdar prisoten in blagoslov na eni strani in trpljenje na drugi strani. Veselje in žalost. Uspeh in razočaranje. Sodelovanje
in nasprotovanje. V Bibliji imamo ništerne primere opisane, štere nam dokazujejo, kaj je resnično tak. Marija te ne znala vsega toga, pač pa je angelovo sporočilo njej gledala z njenega takratnega položaja. Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? To je bil njen glaven problem, njeno glavno pitanje, s katerim se je ona soočala. Pozneje so se dogajale vse druge stvari. Te v začetku je bil to njen glaven problem. Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Marija se je zavedala se je, če da sama poskrbela za naraščaj, da jo doletela smrtna kazen. Angel je sporočil, kada je imela naraščaj. Ali kak? Ona je znala, kad češ, kad boš rodila, najprej je potrebno zanositi. Brez zanositve nega rojstva. Biti zaročena in gratati noseča brez vednosti, brez sodelovanja zaročenca je v tistem času pomenilo smrt za njo. Pomenilo je neizogibno smrt. To je bil takratni glaven Marijin problem. To je bila njena težava. To je bila težava, štero vse je te v tistem začetnem času soočala. Tok je pravila, z mojim zaročencem ne imava spolnih odnosov, torej ne mrem zanositi. Kak bi ga leko zanosila, če pa njega možnosti za to? Nika sva k tome ne dodola. Kak da se to zgodilo? Kak da se kaj zgodilo v tvojem osebnem življenju? Ali se, dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, tudi ti soočaš s takšnimi vprašanji v tvojem življenju služenja Bogu? Kak da je potekalo to ali tisto? Kak da se odvila ta ali druga aktivnost? Kako mu uspele, što da sodeloval, kako se bo to zgodilo. To je bilo Marijino vprašanje. Marija ne pravila, ona je ne pravila, ka ona v tom ne da sodelovala. Ali kak, če pa njega nobenih izgledov za to. Gdje sam tu, Bog, gdje sam tu, na razpolago, ali ne vem kak. Dragi moji, pripravljenost je za Boga zelo pomembna. Tvoja osebna pripravljenost je za Boga zelo pomembna. On leko ti zača delovati v tvojem življenju na njegov način. To, kako on želi, to, kako je on splaniral. Če pa njega pripravljenosti, te pa niti on ne mre delovati, zato kad te ne da prisilo. Ne da te prisilo, ka moreš neka. Se spomnim brata Hajdenjaka, štere je dostakrat to provo. Če v nebesa neščeš, v pekel moreš. Prostovoljna odločitev. Če bi Marija pravila, angeli pravzaprav Boge, ne, kakšen bi bil razplet? Kakšen bi bil razplet, ne samo za te, pač pa tudi za gnes, za mene, za tebe. Ali bi leko prišel odrešitelj mojega, tvojega življenja na tej svet, če bi ona pravila ne? Kako se bo to zgodilo? Marija je ne postavila dejstva pod vprašaj, pač pa je samo ščela je znoti kak, ščela je znoti način, na kakšen način,
da se to zgodilo. Jaz sem za, ali Bog, povej, pokaži mi kog. Pokaži mi kog. Dragi moji, Bog ima odgovor na tvojo pripravljenost se podrediti njegovoj voli. Bog ima odgovor, kog, da se lahko zgodilo kokole. Marija je imela dilemo. Imela je vprašanje v svojoj notranjosti. Imela je angelovo sporočilo, ko da se zgodilo, ali ještě ne imela odgovora, kog da se to zgodilo. Znala je, ko da se zgodilo, ali ne je še znala, kog da se to zgodilo. Dragi moji, zdaj pride tisto, ko je v vsem tem, v celom tom dogodku, tako navdihujoče. Tisto, šteronuca vsaki človek tu dnes. Tako je angel pravo Marije in pravi tebe za tvojo situacijo. Sveti duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Haleluja! Dragi moji, to je rešitev vsakoga problema. To je rešitev vsake tvoje situacije. Sveti duh bo prišel nad te. Dragi moji, brez toga nega življenja, nega novega življenja, brez svetoga duha, brez njegovega posega, ne bi bilo božiča, ne bi bilo rojstva Jezuša. In dragi moji, brez svetoga duha, nega novega rojstva, tudi za mene, tudi za tebe. Brez svetoga duha se to ne more zgoditi. Marija, da je čula Božji namen za njeno življenje, se je tome podredila. Poleg toga, kada se mogla soočiti s posledicami. In zavolo toga, kaj je bila poslušna, kaj je poslušala, kaj je bogala Božji glas, zavolo toga, kaj je bila poslušna, se je lahko po svetom duhu v njenom življenju, v njenom telu zgodil čudež novega življenja. Haleluja! Zavolo toga, kaj je bila ona poslušna in ker je v vsem tom sodeloval tudi Jožef. Jožef je v vsem tom sodeloval. Tudi on je Bogu pravo, ja, se je Božji načrt lahko uresničil. Božji načrt se lahko uresniči, če ti, če vsaki povej njeme ja. In vse od te naprej vidimo delovanje svetoga duha. Vidimo delovanje svetoga duha na čudovite načine, na različne načine v življenju vseh udeležencev tistega prvega božiča. Za mene in tebe je dnes važno delovanje svetoga duha. Zavolo toga, kaj edino na tej način smo sposobni izpolniti Božje poslanstvo v naših osebnih življenjih. Edino z posegom svetoga duha, edino z to močjo, s to silo, štera nas izpune, smo sposobni izpolniti njegovo poslanstvo. Dragi moji, Božja milost ima namen za vsako naše življenje. Bog je dal sporočilo. Angel je sporočilo prenesel Marije. Marija je sporočilo čula in pa izrazila je svoje pomisleke, dobila je odgovor in nalogo je sprejela. Jožef je dobil sporočilo in odstopil je od svojih
načrtov, ter se podredo Božome načrte. Kako se bo to zgodilo? Kako se lahko se to zgodi dnes, tu v tvojem življenju, v tvojem poslanstvu? Kako se lahko se zgodi v tvojem življenju? Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Sveti Duh, on je gonilna sila. On je ta moč, on je gonilna sila v izpolnjevanju toga, ko je Bog izplaniral za tvoje osebno življenje. Brez njega ne boš mogel. Z njim boš. Z njim boš. Dovoljenje me, ka vsaki dan znova v tvojoj notranjosti spočne to novo življenje v tebe in to boš Gospode navolal. Njime na razpolago in za njega uporaben. Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. In ob koncu Marijin odgovor, naj bo to tudi moj in tvoj odgovor. Glej, Gospodova služabnica sem. Glej, Gospodov služabnik sem. Zgodi se mi po tvoji besede. Dragi moji, to je Božič. In tako naj bo vsaki dan mojega, tvojega življenja. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo veliko milost. Za tvoj izbor, ka si izbral Marijo, ka si izbral vse tiste ljudi okoli njej. Zato, ka je leko tvoj sin prišel na to zemljo, ka bi odrešil človeka. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvoj izbor, ka si izbral mene, moje sestre, moje brate, ka smo tvoji služabniki. Hvala ti, nebeški Oče, ka v meni, v nas vidiš določene kvalitete, določene sposobnosti, štere želiš izkoristiti na tvojo slavo. Hvala ti, ka si nam na tej način izkazal tvojo milost. Hvala ti tudi za vse stvari, za vse, s kim se moramo soočati pri našem služenju tebe. Hvala ti, ka nam davaš moč in hvala ti, ka smo ne same. Hvala ti, Sveti Duh. Hvala ti, ka si prisoten v naših življenjih. In hvala ti, ka boš z nami ostalo vse, do tistega trenutka, da bomo šli v slavo nebeškega Oča, našega odrešenika, za tjo, Sveti Duh. Hvala ti, ka nam tudi v dnešnjem času pomagaš, ka nas tudi v dnešnjem času upogumljaš, ka nam davaš moč, ka nam skažuješ tvojo milost. Hvala ti, Duh Sveti, ka nas ne zapuščaš, pač pa si z nami, si ob nas in si v nas. Ka nam davaš moči za naprej. Hvala ti za te blagoslov Božiča, za to milost Božiča in hvala ti, ka boš z nami za istino naprej, tako kot je tvoje obečanje. Amen. Amen.
Maria.